imate eno neprebrano sporočilo. Za en sam plašč ubitih, da ne omenjam mrtvih živali vsak dan na krožnikih. Za peto zapoved se človeštvo ne zmeni, trpljenje nedolžnih so kao od drugih problemi. Če dele trupel mrtvih živali konzumiraš, je tvoje telo pokopališče, dejstvu se lahko upiraš. Ja, besede so težke in resnica res boli. Ta trenutek neko bitje spet pod nožem kriči: ne nasilju. Nad nemočnimi bitji izvajamo nasilje. Strah se sel, zato nervoze, nesreče in vojne. 8 kil žitaric, gre za kilo mesa. Pomisli, 8-krat več hrane bi ostalo za ljudi. Krmila pitajo živalim, da bi se čim prej zredile. 3/4 ljudi pa nima niti za osnovne potrebe. In če bi vso to hrano pravilno razporedili, pomanjkanja ne bi bilo, geldofi bi se spočili. Inhumano ubijanje, prosim, dej mi povej, kakšno ubijanje je humano. Dost imam tega zdaj. Tihi metki v glavo, to je smrt, ka tudi boli. Sam da bo jezik zadovoljen, tle opravičila ni. Ljudje ne bi sledili naukom svetega pisma, ki ima za eno najvrednot princip usmiljenja. Že na prvi strani geneze nam Bog sem govori o živežu, živalske hrane nikjer omenil ni. Zelo radi si prevečkrat zatiskamo oči. Duša ne obstaja, ne obstaja, duše ni. Živa bitja smo sam telesa, kateni roboti. Če mislim, da sem duša, sem po tvoji v veliki zmoti. Templji nekaterih ljudi so prostori z rumenim M na krvavo rdeči podlagi. Kdo prav, da ti nikogar ne obožuješ? Sam, ko vidiš ta logo, od veselja poskakuješ. Dost je bilo krvi in zavajanja ljudi, da se brez mesa ne da, sit sem ubijanja. Vse se vrača, vse se plača, naslednjič lahti, končaš v klavnici. In če je smrt dokončni konc, je life čista dio. Lahko počneš stvari, ki nočeš, da se tebi zgodijo. Akcija ima reakcijo, tak je zakon narave. Če ubijaš, boš ubit, so misli realne in prave. Ne bom preklinjal, ampak mislim si svoje. Zdaj lahko končno sprožam svoje verbalne naboje. Kaj vse razlagam, kdor to ve, naj mi oprosti. Te besede so za ljudi, ki so v nevednosti. Ne nasilju. Imate en neodgovorjeni klic.